Teniški navdušenci in navdušenke, prav lepo pozdravljeni v projektu Teniško aktivni. Danes gostimo po dolgem času Tamaro Zidanšek. Tamara, lep pozdrav. Zdravo. Kar nekaj časa se nismo takole videli. Kje si trenutno? Trenutno sem v Granbyju v Kanadi. Kaj te vse čaka zdaj torej do začetka odprtega prvenstva Združenih držav Amerike? Samo ta turnir in potem US Open. Nič kaj preveč. Kako bi opisala recimo temu prvi del letošnje sezone oziroma 2/3 letošnje sezone? Nekaj težav je bilo. Začetek zelo dober in potem sem se kar nekaj časa mučila, da sem v bistvu prišla nazaj v pravo počutje, v prave feelinge. Še v bistvu do zdaj še nisem uspela igrati turnirja, kjer bi lahko rekla, da sem bila zadovoljna s tem, kako sem se počutila, kako sem pripravljena od februarja naprej. Tako da sredina sezone malo slabša, ampak je pri vseh, da gre malo gor in dol. Tako da upam, da zdaj po tem padcu lahko rečem, da bo prišla tista krivulja navzgor. Ravno to, vedno si optimistična in to, pa vseeno, kako je to psihološko vplivalo nate. Zdaj ta korona ti je res velikokrat vzela tiste lepe priložnosti. Ja, mislim, naj ne bi vplivalo, ampak vseeno vpliva. Zgubiš eno tekmo, zgubiš drugo tekmo, vsi rečejo, ja, saj je sam tekma, saj veš, ne sme vplivati, naj ne bi. Ampak greš na turnir, zgubiš, greš na drugi turnir, zgubiš in začnete malo tepsti po samozavesti in porabiš, moraš ostati močen ali pa da te to ne tepe ali pa da potem kot enkrat udari, da se znaš iz tega izvleči. Tako da ni to tak lahek proces, ko se malo sam sabo prepiraš in trudiš. Tako da kljub temu, da sem drugič prebolela COVID, zdaj mislim, da sem v zadnjem mesecu pa pol uspela nekako odklopiti in resetirati in preklopiti na neko boljšo mentalno stanje, boljše počutje, tako da upam, da je zdaj to. Ja, ravno ko minjaš ta odklop, ti si zdaj že zadnjih recimo temu 5-6 let ves čas na 100 obratih ali ne vem, kako naj to rečem. Zdaj pa je bilo malo več časa tudi zate osebno. Je morda vseeno tudi nekaj pomagalo? Kaj praviš? Da niso samo potovanja. Po mojem bi si mogla več časa za sebe vzeti, ampak ta tempo teniški, enim odgovarja, da so non-stop na turu, potujejo iz tedna v teden. Jaz vem osebno, da bi rajše si vzela več časa, ampak včasih ne moreš, ne morem, zato je treba najti neko zdravo razmerje med tem, kaj ti rabiš narediti za svoj tenis in kar tebi odgovarja kot oseba. In je zelo težko najti ta balans med tem, da boš ti ostal miren, da boš zadovoljil svoje potrebe kot oseba in pa pri tem, da boš dobro se odrezal v tem, kar delaš. Tako da to je non-stop, se išče to ravnovesje in mislim, da bi večkrat rabila tak odklop, ki sem ga dobila v zadnjem mesecu in pol takrat. In ja, mogoče se bom iz tega kaj naučila, pa videli seveda, kako se stvari odvijajo. Ja, zanimivo tudi, kaj je Juva nekako podobno razmišlja, da ne želi ves čas iti iz letala na letalo, da rabi tudi čas zase. Velikokrat pozabimo, kako naporno življenje, tudi teniško življenje, redki športi imajo toliko potovanj kot tenis, ne? Ja, mislim, nič ni lahko, je pa res, da toliko potovanja vsak teden iz države v državo. Mislim, da sami treningi in vse in tekmovanja niso toliko naporna, kot pa to potovanja in čakanja. In na koncu sezone, ko daš potegne črto po vsem, si jaz mislim, da če bi se igralo vse na istem mestu, ne bi bili toliko zmatrani. Ja, torej zdaj si v Združenih državah Amerike oziroma trenutno še v Kanadi. O čem pa morda razmišljaš, ko se boš preselila v New York? Dvojice bom igram z Pano Odvardi. Tako da mislim, upam, da bom čim dlje ostala tukaj v Granbyju.
seveda pa smo tukaj zaradi US Opna, no. Mhm. Po US Openu pa drugič zapored tudi turnir v Portorožu. Zdaj že nekako delamo reklamo, kaj vse se bo dogajalo. Videla si tudi tisto listo, prvo listo, kdo vse je prijavljen. To, da imamo drugo leto zapored turnir 250, ko v Sloveniji je res nekaj posebnega. Po tistem dolgem izostanku iz preteklosti, tako da po tistem, ko je bila lani znano, da bo 125 in so bila upanja za to, da bo 250, to, da se je to potrdilo, res nekaj lepega. In tako sva se prej pogovarjala o teh potovanjih in vsem, je lepo, da imamo to doma in da imamo še punce eno priložnost izkusiti tak turnir na domačih tleh. Tako da se veselim in pričakovanju najboljšega. Ja, kar močna zasedba je tokrat prijavljena. Misliš, da bodo vse punce tudi res prišle ali ne? Ti si 6. v čakalni vrsti. Kaj to pomeni? Nam lahko malce razložiš? Torej jih mora 5 odpovedati od tistih v glavnem žrebu, da si direktno v glavnem žrebu. Kako je s tem? Ja, mislim, po pravici nisem gledala, kdo je prijavljen. Ne vem, niti približno. Načeloma, ja, ne vem, če bo vse prišle, po mojem je odvisno tudi od Grand Slama, ki se igra prej. Najverjetneje, če bo Kera, ki je prijavljena, prišla v drugi teden, se najverjetneje ne bo ustavila v Portorožu. Drugače pa ja, načeloma je pa fajn, da je taka zasedba. Sej najverjetneje se je so se govorice od prejšnjega leta razšle po turu, da je Portorož lep turnir na lepi lokaciji z lepim vremenom, tako da vsi imajo to radi, ko slišijo, da je lepa lokacija ob morju, in mislim, da to je dalo en velik pečat pri tem, da je boljša zasedba. Prej sva govorila o tej motivaciji, o tem, kako je kdaj težko tekmovati oziroma potovati predvsem. Zdi pa se mi, ko smo bili skupaj v Turčiji, da ti da dodatno motivacijo tudi reprezentančni nastop, ne? In en vaš letos še čaka, kako pomembna ti je ta reprezentanca in zdaj ta tekma, ki prihaja proti Kitajski, ki bo res nekaj posebnega in celo doma. Ja, to, da smo se uspele uvrstiti naprej v bistvu kvalifikacije za svetovno skupino, je nekaj posebnega. Seveda želja je, da bom igrala, in če bo vse šlo po planu, sem rekla, da bom igrala. Tako da to, da je na domačih tleh, mislim, da je pa nekaj je posebno, zato ker jaz še nisem igrala Fed Cupa izven te formacije skupine. In je nekaj drugače, si ne znam predstavljati, kako bo to izgledalo, ampak mislim, da zna biti zanimivo, no. Hvala, Tamara, da si vzela čas in srečno. Hvala.